Znanstvena monografija Janez Ludvik Schönleben v luči novih raziskav je šla kot 4. knjiga v zbirki Apes Akademice, ki jo izdaja Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU. Pri njenem nastanku je moči združilo 14 avtorjev različnih področij. Predgovor k knjigi pa je napisal akademik dr. Janko Kos. Knjiga prinaša nova raziskovalna spoznanja o vsebinsko zelo raznolikem in obsežnem opusu Janeza Ludvika Schönlebna, polihistoriju in zanesljivo zelo pomembnem učenjaku slovenskih historičnih dežel v 17. stoletju, ker je za razliko od svojega naslednika Valvazorja večino svojih del napisal v latinščini, nekaj v nemščini in eno samo v slovenščini, je po krivici ostal v njegovi senci. In to kljub dejstvu, da njegov opus in zanimiva življenjska pot izpričujeta, da je šlo za človeka širokih obzorij, ki bi mu bogato študijsko ter karierno pot in vpetost v mrežo evropskih intelektualnih povezav, knjižnic, učenjaških akademij, tiskarjev in tudi plemičev zavidal marsikateri današnji znanstvenik. Multidisciplinarne raziskave zadnjih let so popravile storjeno krivico in Schönlebnu v slovenski kulturni preteklosti namenile mesto, ki mu pripada. Avtorji prispevkov smo v knjigi skušali zaobjeti vsa področja znanstvenega delovanja, ki se jih je dotikal Schönleben. V njem smo prepoznali polihistorja, zgodovinarja, genealoga, kronista, govornika, pridigarja, teologa, filozofa, dramatika in tudi poveličevalca slavne preteklosti Habsburške družine in tudi pomembnejših slovenskih krajinskih plemiških rodbin. V knjigi nas po predgovoru in uvodu Schönlebnov čas in prostor delovanja uvede prispevek o najpomembnejših dogodkih na Kranjskem v 17. stoletju. No, to 4 avtorji orišajo različne vidike Schönlebnovega zgodovinopisnega opusa. Sledi predstavitev arhivskih drobcev, ki nas seznanijo z načinom njegovega znanstvenega snovanja. Naslednja 2 prispevka se posvetita Schönlebnovi priredbi lekcionarja Evangelija in Listovi, opišeta jezikovne značilnosti ter se nanj ozreta v luči koncepta slovenske cerkve. Nadaljevanje monografije pa predstavi doslej najslabše poznana področja njegovega delovanja, in sicer njegovo teološko, filozofsko, dramsko in pridigarsko snovanje. Knjiga se zaključi s predstavitvijo umetnostno-zgodovinskega vidika Schönlebnovega opusa, pri čemer so v ospredju zanimanja ohranjene rokopisne genealogije rodbine Auersperg in pojem avstrijske pobožnosti ter njena vizualizacija v umetnosti na Slovenskem. Na koncu naj izpostavim to, da je bistveni doprinos nove monografije to, da je sedaj na enem mestu zbrano vse doslej znano o Schönlebnu in da smo avtorji z njo na poseben način obeležili tudi lansko 340. obletnico njegove smrti. Hvala za pozornost.